predstavnice in spoštovani predstavniki organizacij, ki v občini Brežice izvajate programe na področju kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladine, športa in turizma. Danes smo veseli, da smo vas lahko ponovno povabili z namenom javne predstavitve izbranih programov, ki jih bo občina Brežice sofinancirala v letošnjem letu na podlagi že izvedenih javnih razpisov. Z izbranimi izvajalci bomo na tem dogodku izvedli svečano predajo podpisanih pogodb. V neformalnem delu pa si želimo ob druženju pridobiti dodatne informacije za še boljše prihodnje sodelovanje. Občina Brežice se vse skozi ponaša z bogatim društvenim življenjem, ki ga pomembno na različnih področjih soustvarjate številne nevladne organizacije, od društev, zvez, zavodov in vse do ustanov. Ravno nevladne organizacije, katerih predstavniki ste tudi sami, so prejemniki večine sredstev na objavljenih javnih razpisih občine Brežice. Občina skozi razpise v letu podpre okoli 250 nevladnih organizacij ter skupno vašem delovanju nameni okoli 1 milijon evrov neposrednih proračunskih sredstev. Delovanje nevladnih organizacij, ki je vidno javnosti skozi izredne dosežke številnih posameznikov in skupin, vse skozi podpira župan. Kljub sledenju racionalne rabe proračunskih prihodkov skrbi za nenehno zagotavljanje kot tudi višanje sredstev za sofinanciranje vašega dela. Delo na področjih pa občina podpira tudi z zagotavljanjem kvalitetne infrastrukture in izboljševanjem ostalih pogojev. Na tem mestu tako vabim k besedi župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Lep dober dan in lahko rečem, da mi je veselje, da se ponovno, praktično po dobrih 2 letih dobimo tako skupaj na takem mestu in seveda, da javno predstavimo tudi naše programe. Prav je, da ob tej priložnosti malo povemo tudi za nazaj, kajti dejansko v teh 2 letih smo doživljali marsikaj, predvsem seveda ta virus, ki nam je nekako naše delo postavil skoraj na glavo. Predvsem pa verjetno delo vas v društvih, ki ste imeli praktično veliko težav, da ste sploh te svoje programe izvedli. Seveda naša naloga v zadnjih 2 letih je bila tudi, da občinske razpise, ki so že bili nekako razpisani, potem med letom prilagodimo vašim dejavnostim, kajti vemo, da se zadnje 2 leti enostavno niso mogli izvajati programe v takšni meri, kot je bilo predvideno. Naš cilj pa je bil, da kljub vsemu sredstva, ki so namenjena za delovanje društev ali, kot rečemo, nevladnih organizacij, pridejo v vaše roke, vi pa seveda, da izpeljete svoje programe. Verjamem, da ste v teh 2 letih se tudi marsikaj naučili, predvsem pa verjetno, da ste si tudi nekako zastavili strategijo za naprej, kajti z denarjem v prejšnjih letih ste mogoče si nabavili tudi kakšen drugačen ali rekvizit ali kakšno drugačen pripomoček, ki ga mogoče drugače ne bi in ki vam bo to danes pomagalo pri tem, da lažje izvajate svoje delo. Seveda, treba povedati, da v letošnjem letu se veliko govori o tem, da imamo rekordni proračun in dejansko na nek način izgleda marsikomu, kot da imamo na občini ogromno denarja, ki ga lahko delimo. Dejstvo pa je, da ta velik proračun je predvsem po zaslugi evropskih sredstev in pa tudi državnih, ki so namenske, predvsem za investicije. Zato kljub vsemu, da je proračun letos skoraj 43 milijonov evrov, so se bistveno povečale predvsem investicije. Dejstvo pa je, da denarja za praktično vsebine in pa takšne proste dejavnosti pa ni bilo na pretek. Kljub vsemu smo predlagali občinskemu svetu, da se delno povišajo tudi sredstva za delovanje in pa programe, seveda ne v takšnem povečanju, kot je šlo za investicije, kajti tam enostavno tisto, kar dobiš evropsko sredstvo, jo moraš namensko porabiti, vendar definitivno jaz mislim, da tudi denar, ki ga bomo namenili v letošnjem letu za vaše delovanje, bo seveda vam omogočil nemoteno delo.
Tako da z tega vidika je prav, da to opozorim, kajti marsikateri morda niti tega ne vedo. Dejstvo pa je seveda, da vsa sredstva, ki so predvsem ali evropska za določene projekte ali pa investicijska, ki so bile, so strogo namenska, tako da tisto moramo porabiti. Seveda je pa naša naloga poleg programov tudi zagotavljati kvalitetno infrastrukturo. Predvsem v zadnjih letih smo precej naredili tudi na športni infrastrukturi, kot je nogometni stadion, v letošnjem letu atletski stadion. Prav tako pa moram povedati, da smo poskušali tudi z sredstvi zagotavljati sredstva za delovanje društev in pa večnamenskih domov. Preko participativnega proračuna smo v 2 letih naredili kar veliko projektov, ki so namenjene predvsem nekako druženju v svojih krajih in pa seveda izvajanje raznih drugih vsebin. In to je v zadnjih 2 leti bila novost, tako smo speljali 15 projektov, prav tako pa so že sprejeti projekti participativnega proračuna tudi za naslednje 2 leti, tako da se bo izvajalo. In te participativni projekti so močno povezani predvsem z delovanjem vaših društev, pa naj bo to turistična, športna, kulturna, vaška ali kaj drugega. Prav tako intenzivno delamo predvsem na obnovi prostorov. Tako je bil zdaj predan dom v Malnicah. Prav tako je bilo ugorejenih kar nekaj še ostalih domov s Sromna. Potem v Pečicah Križa so se urejale določene stvari in pa še marsikje drugje, kajti zavedamo se, da so gasilsko-vaški domovi ključni, predvsem za razvoj našega podeželja, kajti na podeželju so te prostori prav tako pomembni, kot so za Brežice, tale prostor, v katerem smo, grad ali pa mogoče kulturni dom. Tako da tudi to je naš cilj, da se praktično po vseh krajih omogoči neko delovanje in verjamem, da rezultat tega je tudi to, da smo slišali, da v naši občini že deluje skoraj preko 300 društev, od tega jih je več kot 250 podprto tudi z občinskimi sredstvi. Sam osebno vam v tej priložnosti predvsem moram reči, da vam čestitam za pogum, za vaše programe, da ste vztrajali. Moram se zahvaliti tako seveda strokovnem svetu, ki so pripravili letna programe, prav tako pa seveda tudi komisijam vsem, ki so na koncu seveda tudi verjamem najbolj pošten in pa korektni način izpeljali tudi te razpise, tako da boste lahko delovali. Prav je, da še povem še eno posebnost, ki prejšnjih letih ni bilo. Letos smo sprejeli celo 2-letni proračun, kar pomeni, da tudi drugo leto ne bo takšnih težav, kot je vsako leto po volitvah. Vemo, da vedno se nam zgodi, da ponavadi je proračun sprejet samo za tekoče leto, tisto leto, ko so volitve. Zdaj je bilo nam tudi nekako sugestirano se strani države, da je lahko se sprejmejo proračune 2-letni, kar pomeni, da bojo letos decembra nemotno potekali razpisi, ne glede na to, da bo sigurno prišlo do konstituiranja novega občinskega sveta in seveda kasneje ima vedno novi občinski svet možnost z rebalansom to popraviti, vendar definitivno ključno pa je, da boste lahko v društvih normalno delovali in bojo razpisi že izpeljani v začetku leta, tako kot so do letos, kajti ponavadi zna biti to težava. Vemo, da se nam je že zgodilo v najslabšem primeru, da so bili programi odobreni šele junija, kar je na pol leta, tega pa verjetno si noben ne želi. Tako da tudi proračun za drugo leto je sprejet. Sredstva v proračuni so približno v istih višinah za vaše delovanje kot letošnje leto, tako da ste lahko mirni, da tudi se že kar pripravljate na programe za leto 2023, ki bojo tekli nemoteni in verjamem, da nekje tam v novembru ali decembru bojo tudi javni pozivi za razpise tudi za drugo leto. Toliko z moje strani, jaz sam vam želim uspešno delo, da bi vse to, kar ste si zamislili, realizirali. Seveda, kar se pa občine tiče, tako kot vedno, smo na razpolago naše službe, ki so vedno pripravljene pomagati, če tudi prije kje do kakšnih težav, ne letos posvabim, da prijete na občino in vedno se da rešiti pravi čas, težko pa je potem seveda ukrepati, ko je že konec leta,
kajti vemo, da morajo biti programi realizirani, tako da če bilo kakšno spremembo ali kaj podobnega pride, vas vabim, da čim prej prijete do občinskih uprave, občinskih uslužbencev z njimi, če je kaj potrebno razrešiti med samim letom. Uspešno delo vam želim in hvala, da ste prišli in bodite pogumni, vztrajajte, verjamem, da tako ta virus, vojna in vse ostalo bo prešlo in to, kar delamo za dobrobit vseh nas, občine, občanov in pa predvsem tudi zaradi nas. Hvala lepa in lepo se imejte. Hvala gospodu županu za uvodni pozdrav. Pretežni del razpisov občine Brežice pokriva oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Z današnjim podpisom pogodbe so na oddelku opravili dobro polovico dela, saj nas čakajo še nekateri manjši razpisi poleg osnovnega za področje podjetništva. Danes pa smo tu, da se seznanimo z rezultati že izvedenih razpisov. Preden pa se ustavimo pred predstavitvijo posameznega, navedimo še nekaj skupnih informacij. K besedi vabim Patricijo Čular, direktorico občinske uprave, ki pokriva tudi vodenje oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, da predstavi, kako so potekali razpisni, že izvedeni postopki in kaj lahko še pričakujemo. Hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Poskušala bom nekako strniti, tako kot je bilo povedano, kako potekajo dejansko postopki pred današnjim dnem, zato da bi mogoče v prihodnje bilo kateremu od vas lažje ali pa da bi znal se tudi bolj aktivno vključiti v postopek. Torej, verjetno že veste, imamo pač pravne podlage sprejete sa strani občinskega sveta za večino razpisov, razen za razpis na področju športa, so določila, kako izvajamo posamezen razpis, zapisano znotraj samega pravilnika o izboru in sofinanciranju programov in projektov v občini Brežice, medtem ko ima področje športa skladno z zakonom o športu za območje občine Brežice za financiranje sprejet odlok o financiranju letnega programa športa. Tisto, kar smo si že pred časom v občini Brežice zastavili oziroma tudi znotraj občinske uprave kot oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj je to, da si želimo pred izvedbo samih razpisov vsako leto pred proračunskim letom dejansko pripraviti skupaj z vami smernice, kateri so tisti nameni, za katere tudi vi menite, da je razpis smiselno pripraviti oziroma za katere je smiselno rezervirati sredstva. Zato vsako leto pripravljamo tako imenovane letne programe. Za področje športa so dejansko ti letni programi kasneje po naši odločitvi prišli tudi kot obveza, vendar pa mi te letne programe pripravljamo za vsa področja. Skozi to pripravo letnih programov dejansko želimo s sodelovanjem strokovnega sveta vpeti vaše predloge v oblikovanje razpisa v tej čist začetni pripravljalni fazi. Tako da tukaj povabilo, če je kateri od vas zainteresiran za aktivno delo v strokovnem svetu, vljudno vabljen, da to izrazi sodelavcu, ki na občini pokriva vaše področje in da tako že v tej neki začetni fazi sooblikujete tudi področja, za katere bodo sredstva razpisa namenjena. Se pravi, po nekako oblikovanjem in sprejetem letnem programu, ki ga pripravi strokovni svet in ga damo v javno razpravo in ga potem za sklepom potrdi župan, objavimo javni razpis. Sedaj že res vrsto let ta javni razpis za posamezno področje dejansko objavljamo pred pričetkom proračunskega leta. Na ta način nekako dejansko želimo dati varnost vsem prijaviteljem, da bo to financiranje v letu dejansko steklo. Sama objava javnega razpisa poteka po nekih uveljavljenih poteh, se pravi Posavski obzornik, spletna stran, z rokom prijave vedno nekje konec meseca januarja ali pa za čist začetek meseca februarja, v letošnjem letu je to bil zadnji dan meseca januarja.
Razpisali smo dejansko 7 razpisov, tukaj je zapisano 6 plus še enega dodatnega, oziroma na področju kulture dejansko sta bila 2 razpisa objavljena in je nekako kar tudi že uveljavljena praksa, da so to področje razpisov, ki jih objavimo najprej. Zato, ker so dejansko na teh področjih delujejo društva, s katerimi najdlje delujemo, ki imate že neke uveljavljene praviloma programe, gre v večini za razpise za sofinanciranje vaših letnih programov delovanja, razen na področju mladine in pri sofinanciranju drugih programov kulture na področju kulture prijavljate projekte. Pri drugih razpisih dejansko prijavljate redne letne svoje programe delovanja, zato tudi te razpise poskušamo nekako odpreti in zaključiti čim prej. Potem pa so postopki, se pravi, klasični, večkrat nas nekako označite za hude birokrate, skoraj vsako leto se nam zgodi, da zavrnemo kakšno vlogo, tudi zaradi tega, ker je kuverta nepravilno označena, oziroma ne nepravilno, ampak ker je kuverta ni označena in potem dobimo kar plaz jeze, kako se lahko tako obnašamo. Na tem mestu bi želela pojasniti, zakaj. Se pravi, zakaj moramo zavreči vlogo tistega, ki na kuverto ne napiše, ne odpiraj vloga za razpis ta in ta. To zato, ker vaše vloge, ko prihajajo na razpis, dejansko odpira razpisna komisija. Vse vloge se odprejo točno na določen datum in vse vloge se odpirajo naenkrat pred razpisno komisijo. Na ta način se zagotavlja, da nobena od vlog ni bila v vmesnem času pregledovana, popravljena, dopolnjevana in da je dejansko, ko komisija kuverto odpre, to je točno tista vloga, ki ste jo vi oddali. Če vi te kuverte ne označite pravilno, jo dejansko vašo kuverto odprejo v sprejemni pisarni in gre vaša vloga v skeniranje in pride v sistem dejansko, preden mi sploh dobimo oziroma preden komisija dobi pošto. Se pravi, komisija ne dobi zaprte vloge in obstaja sum, da je ta vloga bila dejansko spreminjena, dopolnjevana, preden jo je komisija začela ocenjevati. In zato smo jo pač dolžni zavreči. Vem, da zveni zelo birokratsko in mi se vedno trudimo vse te birokratske zadeve nekako odpraviti in smo veseli, da je takih primerov malo in potem tudi za take primere iščemo poti, kako speljati kakšno vrsto sofinanciranja, vendar smo dolžni ravnati pri porabi sredstev transparentno, enako do vseh, tudi mi smo podvrženi revizijam in pač žal moramo take vloge zavrniti. Se pravi, to, kar bi mogoče bilo smiselno upozoriti, je še, da morate poskrbeti, da oddate zahtevke, tukaj piše najpozneje do 30.11., se pravi, da dejansko poskrbite 30.11., da pošljete dokazila in zahtevek za izplačilo. Proračun občine je na razpolago do 31.12. in dejansko je mesec rok za izplačilo poravnavo vseh obveznosti. Če zahtevka ne oddate, dejansko obveznosti ne moremo poravnati in potem ta sredstva mi ne prenesemo avtomatsko v naslednje leto. In če vi oddate nam zahtevek, ne vem, 15. januarja, ker ste imeli podpisano pogodbo, mi v bistvu teh sredstev v proračunu nimamo več. Tako da vas lepo prosim, da poskrbite res za to, tudi sodelavce opozarjam in tudi sami skrbijo, da vas opozarjajo, da zahtevke pridejo pravočasno, se pravi, da je to 30.11. in da dejansko potem lahko izvedemo izplačilo. Zdaj, tole zgodbo za zahtevki smo zelo dobro osvojili, verjamem, da je tudi to epidemiološko obdobje in digitalizacija pripomogla k temu, da e-zahtevki niso več nobena težava, ker smo dejansko vsi veliko sedeli za računalniki.
Tako da v bistvu, se pravi, zahtevek mora biti oddan kot e-zahtevek, priloge o izvedbi pridejo v papirju kot priloge in pri tem e-zahtevku pač ste zdaj že tudi sami osvojili ali jih pripravljate sami, ker jih imate možnost brezplačno pripraviti sami. Lahko se pa obrnete tudi na Zavod Dobra družba, to je stičišče nevladnih organizacij, ki deluje v podporu nevladnih organizacij tukaj v Brežicah in vam bodo pomagali izdati zahtevek. Zdaj, statistika letošnjega leta je takšna, da tudi letos so sredstva, ki so namenjena v celoti na področju razpisov povišana. Bilo je že rečeno, da je proračun rekorden oziroma visok, vendar v večini na račun številnih investicij, ki se izvajajo na območju občine Brežice. Na našem oddelku pa se pohvalimo, da so tudi sredstva, ki so na voljo za društva preko razpisov povišana. Tako da tukaj je pregled, se pravi, zdaj vedno se vsa ostala področja oziroma vsi tisti, ki delujete na ostalih področjih, zgrozite, ko vidite, koliko občina namenja za področje športa. Pa naj vas potolažim, da dejansko teh sredstev na svojih računih tudi športniki nikoli ne vidijo, ker dejansko so v teh sredstvih predstavljene ure uporabe športnih objektov. Se pravi, dejansko jim ure, ki jih uporabljajo v športnih objektih Zavoda za šport ali pa posameznih drugih javnih zavodov, osnovnih šol, prekalkuliramo in potem plačamo to za najem teh športnih objektov. Športniki dobijo na svoj račun oziroma športne organizacije bistveno nižja sredstva. Tukaj je nekaj statistike, koliko vlog, koliko društev. Dejansko je največ prijaviteljev je iz nevladnega sektorja, se pravi, razpisi so namenjeni podpori nevladnim organizacijam, društvom, zvezam, zavodom ter pa ustanovam, zato je tudi letos kar 118 organizacij, naših dejansko zelo rednih in zvestih partnerjev občine Brežice med prijavitelji razpisov in danes tudi med podpisniki. Imamo pa še vedno 5 javnih zavodov, ki se prijavljajo. Tukaj imamo tudi že redno sodelovanje z Centrom za socialno delo, Varstveno-delovnim centrom in pa 3 osnovnimi šolami, ki prijavljajo, mislim, da na področju športa. Ravno tako pa na področju kulture kot lastniki se pojavljajo prijavitelji vsako leto na področju kulturne dediščine, tudi župnije in pa na področju zdravstvenega in socialnega področja, na zdravstvenih socialnih programov. Tako da tukaj še nekaj statistike, se pravi, najvišji dodeljen znesek, zopet tako malo se zastrič z ušesi, se pravi, skoraj 84.000 evrov je prejel letošnji ali pa podpisal danes prejemnik najvišje pogodbe, seveda je to društvo na področju športa. Povprečen znesek med vsemi današnjimi prejemniki je 4.500. Tisto, kar pa je mogoče tako za nek občutek, ker zdaj te številke, če jih ne primerjate z ničemer, vam ravno nič ne povejo, ne? Je pa ta tabelica spodaj, se pravi, zadnjič smo v taki sestavi tukaj v dvorani sedeli leta 2019 in je v tabeli spodaj prikazano, koliko prijaviteljev je prejelo do 1000 evrov, koliko od 1000 do 5, od 5000 do 10, 10 do 20, 20 in več. In ko pogledate, lahko ugotovimo, da smo kar pomemben procent prijaviteljev premaknili iz te najnižje kategorije, se pravi iz kategorije do 1000 evrov v kategorijo od 1000 do 5000 in sicer je zdaj šlo, se pravi leta 2019 je v najnižji kategoriji bilo 42% prijaviteljev, sedaj jih je tam samo četrtina, kar pomeni, da smo dejansko uspeli premakniti eno ali celo 2 kategorije po obsegu prejetih sredstev višje. Se pravi, posameznik dejansko prejme več.
Jih je pa iz najvišje kategorije, kjer smo povedali, da so pač športniki, se pravi tudi tam jih je nekaj več, v vsaki kategoriji so se porazdelili. Zdaj, tudi v mislim, za temi razpisi dejansko ne zaključujemo razpisnega obdobja, neke ustaljene razpise za promocije, za dogodke poznate, ki so že odprti. Ravno tako sta odprta razpisa za podporo društvom upokojencev. Že pred časom smo jih izločili iz teh razpisov, ki jih danes predstavljamo in imajo samostojne razpise. Potem trenutno je odprt tudi razpis na področju kmetijstva, ki ravno tako sodi znotraj našega oddelka. Oddelek pa tudi tam nekje v mesecu avgustu, vedno sredi avgusta objavimo razpise na področju podjetništva, za spodbujanje investicij, pretežno investicijskih vlaganj na področju podjetništva. Znotraj proračuna za letošnje leto imamo po posameznih postavkah rezervirana sredstva tudi za tako imenovane razvojne projekte, programe ali pa razvojne izobraževalne programe, ki jih trenutno še nimamo razpisane, tudi iz razloga, ker malo opazujemo, če so mogoče kakšni dodatni predlogi, ker so to razpisi, ki jih dejansko oblikujemo tako, kot sem rekla, za neke razvojne pobude, razvojne projekte. In ko zaznamo, da je v okolju neka kritična masa takšnih pobud, potem tudi razpis malo prilagodimo, da vemo v bistvu sploh, za kakšne zadeve bi bil potreben denar. Tako da, če se vam zdi, da imate nekaj, kar ne gre v redno financiranje, da je neka razvojna zgodba, ravno tako predlagam, da se oglasite na oddelku, pač pri osebi, ki je zadolžena za vaše področje. Zdaj mi vedno povemo, da nam je sodelovanje in delo z vami izrednega pomena, da smo hvaležni, da imamo v okolju prvo tako veliko število društev, ki v bistvu je uspešno prebrodilo tudi to epidemijo in verjamem, da boste zdaj na moč zagnali vse programe in projekte in da lahko z vami vsako leto za podpisom teh pogodb sklenemo neko tako partnerstvo, zdaj že kar redno partnerstvo, s katerim dejansko verjamemo, da pomembno prispevamo k kvaliteti vsakega od naših občank in občanov. In zato bi se vam želela zahvaliti in vas zaprositi, da ohranimo to čim dlje še tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala gospe Patriciji Čurar. Pravimo, da so mladi nosilci sprememb in prihodnost, ki svojo včasih sicer noro energijo premikajo meje. Mlade Brežičanke in Brežičani predstavljajo dober procent vseh mladih Slovenije. Starih med 15 in 29 letom v Brežicah štejemo 3215. Z deležem 13,17% v celotnem prebivalstvu občine pa smo število mladih pod slovenskim povprečjem. Zato želimo z razpisom za sofinanciranje projektov na področju mladine aktivirati čim več mladih k razmisleku, kaj si želijo v svojem okolju in nadalje tudi k dejanjem, da to tudi sami izvedejo. Prosim Vesno Kržan, nosilko razpisa za področje mladine, da predstavi osnovne informacije letošnjega razpisa mladine. Pozdravljeni, hvala za besedo. Tako, razpis Mladina je dejansko namenjen temu, da projekte prijavljajo mladi oziroma neka stari v narekovajih, vendar za mlade. To pa zato, ker smo mnenja, da res v okviru tega projektnega dela mladi dobijo izredno veliko kompetenc, ki jih bojo v življenju še tako potrebovali.
Sicer zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju definira mlade kot osebe, ki so stare 15-29 let, vendar smo mi na občini že pred leti uvedli, da smo znižali to mejo, ker smo mnenja, da je potrebno začeti že pri mlajši kategoriji, zato smo že vključevali med mlade 13-14 letnike. Namreč nekako jih v srednji šoli, sploh pa potem v času fakultete, stik z mladimi izgubimo. In se nam zdi to zelo pomemben faktor, da preko vas, ki ste aktivni v lokalnem okolju, združujemo ta stik tudi z mladimi. Temu primerno seveda dajemo velik poudarek določenim kriterijem, ki se mogoče na prvi pogled zdijo malo nenavadni, ampak imajo zelo velik pomen. In sicer eden od teh je kriterij stopnje participacije mladih. To je namreč kriterij, ki pomeni delež, ki ga projektna skupina, ki je seveda stara 13 do 30 let starosti, vključena v neke procese. Ali je to v pripravo projekta, ali pač idejna zasnova projekta, načrtovanje, izvajanje in seveda tudi evalvacijo. Zato tudi v teh pogodbah, ki jih boste danes prejeli, to je že praksa bila lansko leto, letošnje leto bomo pa malo bolj strogi glede tega, zato tudi to opozarjam. Namreč vsako leto smo vas nekako prosili, da ta projektna skupina izpolni tudi skupinske vprašalnike. Pošiljali smo vam eno povezavo v sistem Logbook. Namreč mi smo kot občina že zdaj 3. leto v sistemu Logbooka in sicer je to dejansko neka aplikacija, ki beleži kvalitetno mladinsko delo in ki ga mi seveda tudi prepoznavamo v društvih. Zato vas vedno prosimo, da vaši mladi, ki izvajajo te projekte, izpolnijo te anketne vprašalnike, ki so zelo kratki, vendar nam dajo en velik vtis, kako mladi doživljajo pravzaprav delo v društvih in kako ocenjujejo svoje delo, ki ga opravijo za lokalno skupnost. Drugi kriterij, ki nam je pa zelo pomemben, je pa dodana vrednost. Vsako leto nekako mogoče malo spreminjamo, kaj ta dodana vrednost točno pomeni. Stalnica je seveda aktivna participacija mladih. Mogoče se na tej točki največ nekih nesporazumov zgodi. Namreč ta aktivna participacija je res samo mišljeno kot nek prostor, kjer ga vi omogočite mladim, ki so stari seveda zopet 13 do 30 let starosti, ki se malo pogovorijo, kaj pravzaprav v lokalnem okolju želijo, kaj pogrešajo, kaj bi želeli mogoče narediti in da nekako snujejo svoj projekt. To ni mišljeno, da jim vi nekako date namig, kaj bi si vi želeli kot pač predstavnik društva, vendar da oni sami razmislijo, kaj bi si želeli in mogoče ta projekt potem tudi prijavijo na, mi temu rečemo, svet mladih. To je novost, ki bo v letošnjem letu pa dejansko zaživela in zato vas bomo s tem namenom tudi še pozivali, da boste svoje mlade spodbudili, da te predloge tudi oddajo, da dobijo nekako mladi eno svoj glas, da lahko glasujejo tudi za projekte, ki so jih sami snovali. Mogoče še samo zakaj karierna usmeritev in zakaj letos psihosocialna pomoč. Med temi dodanimi vrednostmi namreč raziskave Mladina 2020 je pokazala, da je kar precej težav, vse pogosteje so težave, pravzaprav psihosocialne narave in temu primerno smo dali tudi velik pomen temu. Tako da, če v okviru svojih projektov vi namenite dodatno dejavnost oziroma delavnico, ki jo izvajate ali vi ali mogoče zunanji izvajalec, recimo Center za krepitev zdravja, je seveda temu primerno dodatna nagrada parih točk, ki seveda to pomeni tudi na koncu nekaj evrov več. Mogoče bi samo še opozorila, da imamo tudi en kriterij spodbude, namreč letos sta kar 2 nova prijavitelja, tako da smo veseli, da se v tej družini razpisa za mlade najdejo tudi novi prijavitelji. Mogoče bi pa zdaj samo še povedala čisto splošno statistiko, se pravi, koliko je bilo letos prijaviteljev. Kot vidite, jih je bilo 15. Zakaj 16 projektov zraven? Je zato, ker določeni prijavite seveda tudi 2 projekta, seveda so določene omejitve, tako da vse so bile na koncu popolne, ker
ker ste vsi dopolnili, vendar pa žal ne odobrene dve vlogi. Ena zato, ker so dejansko samo odstopili od prijave, ena pa zato, ker ni dosegala dovolj točk. Tako da v tem trenutku bi vas poklicala oziroma bom prosila Aljo, da se mi pridruži, da vas povabi in prevzame tudi letošnje pogodbe. Tako, najprej pa prosim župana, da se nam pridruži na odru in podeli pogodbe letošnjim prejemnikov sredstev občine Brežice na področju mladine. Prejemnike prosim, da se na odru zadržijo za skupinsko fotografijo. K sebi vabim društvo 1824. Turistično društvo Kapele. Kulturno društvo Kapele. Turistično društvo Dobova. Tako, samo še trenutek za skupinsko fotografijo. Če malo bliže stopite. Kot vidite, tudi na slajdu seveda niso danes samo 4 prejemniki, vendar jih je kar nekaj več, tako da na platnu se vidi še kdo so. Hvala. Hvala še enkrat vsem, ki boste v letošnjem letu soustvarjali delo z mladimi v občini Brežice. Gremo na naslednje področje, področje zdravstvenega in socialnega varstva. Ponovno smo v letnem programu za leto 2022 za področje zdravstvenega in socialnega varstva povzeli poročilo o zdravju v občini Brežice preteklega leta, ki ga je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tolažilno je, da so se nekateri kazalniki v primerjavi s preteklim letom izboljšali, vendar moramo za svoje zdravje še kar nekaj postoriti. Poročilo ponovno izpostavlja, da je občina Brežice v deležu prebivalstva starejšega od 80 let nad povprečjem Slovenije. V občini je občanov starejših od 65. leta 22,99 %. Pri dejavnikih tveganja za zdravje poročilo ponovno ugotavlja, da je občina statistično značilno slabša od povprečja Slovenije v prekomerni prehranjenosti otrok in prometnih nezgodah z alkoholiziranimi povzročitelji. Na področju preventive se občanke in občani slabše od povprečja Slovenije odzivamo na program SVIT in bistveno slabše na program Zora, kar se lahko odraža tudi v tem, da smo nad slovenskim povprečjem pri umrljivosti zaradi vseh vrst raka, posebej raka debelega črevesja. Nad povprečje nas uvršča tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Pri pregledu zdravstvenega stanja pa ugotavljamo, da smo bistveno nad slovenskim povprečjem po številu zlomov kolka pri prebivalcih starih 65 let in več. Prav gotovo nam ne gre v prid, da smo bistveno pod slovenskim povprečjem glede stopnje delovne aktivnosti in bistveno nad slovenskim povprečjem po obsegu bolniških odsotnosti. Verjetno pa tudi vaše bogato delovanje prispeva k temu, da nas kazalnik sosedske povezanosti uvršča med značilno boljše občine od povprečja Slovenije. Toliko o poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga lahko v delu najdete tudi v letnem programu za področje zdravstvenega in socialnega varstva občine za leto 2022.
Da bi bili kazalniki boljši, pa svojim delovanjem že danes pripomorete številne organizacije, ki delujete na vseh področjih, danes tukaj zastopanih, posebej pa področju zdravstvenega varstva. Velikokrat pa je to področje tesno povezano s socialnim varstvom. Tako je tudi v našem razpisu, katere rezultate za leto 2022 bo predstavila sodelavka, nosilka razpisa Mojca Banič. Tudi z moje strani. Cilj razpisa in uresničevanja letnega programa na področju zdravstvenega in socialnega varstva za proračunsko leto je spodbujanje izvajanja preventivnih programov in s tem preprečevanje bolezni, ki so najpogostejši vzrok smrti v našem okolju, ohranjanje že okrnjenega zdravja šibkejših skupin prebivalstva, zdravstveno vzgojo otrok, mladostnikov in odraslih ter preprečevanje odvisnosti. Za izvedbo programa in za delovanje las odvisnosti se tudi ni pač zajet v tem programu oziroma v tem razpisu, ampak občina iz te postavke tudi zagotovi za las 2000 evrov, glede na celotno vrednost te postavke. Sklene se neposredna pogodba z izvajalcem, izvajalec pa je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Občina Brežice poleg tudi razpisanih programov, ki so tu razvidni, v sodelovanju z izvajalcem letovanja na podlagi razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije območne enote Krško zagotavlja izvedbo programa letovanja zdravstveno ogroženih otrok in otrok socialno šibkih družin. Med otroci zdravstveno indikacijo je veliko število otrok tudi socialno stisko v družini, zato strošek letovanja v celoti krije in zagotovi za socialno šibke otroke, ki pač letujejo občina Brežice v celoti in je za starše brezplačno. Za izvedbo letovanja zdravstveno ogroženih otrok in otrok socialno stisko v družini je izvajalec Zveza prijateljev mladine Krška, njih se pač neposredno pozove, ko daje ponudbe in se sklene neposredna pogodba. Sedaj pa se dotaknimo še samega razpisa zdravstvenega in socialnega varstva. Do datuma 31. januarja je prispelo 29 vlog. Vse vloge so bile pravočasno oddane in pravilno označene. Potem pa je komisija pregledala tudi te vloge in ugotovila, da so 4 nepopolne. Vlagatelja se je pozvalo k dopolnitvi, tudi tisto v zakonitem roku, v roku 8 dni dopolnile vloge, tako da so pač vse vloge bile popolne. Žal pa smo morali 2 vlogi zavrniti, zato ker pač je določilo v razpisu, da vkolikor društvo, zavod ali pač prijavitelj ne izpolnjuje po razpisnih pogojev, to pa je vključevanje najmanj 10 aktivnih članov občanov iz občine Brežice. In pač žal sta se na razpis prijavili tudi 2 društvi izven, ki nimata sedeža v občini Brežice in smo pač bili primorani jih završiti. Tako da ostalo je pa, kot vidite, večinoma že društva, s katerimi sodelujemo pridno iz let. Potem iz postavke socialnega in zdravstvenega varstva se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Rdečega križa. Tako da to je področje, ki ga pokrivamo. Ponovno prosim župana, da se nam pridruži na odru in podeli pogodbe letošnjim prejemnikov sredstev občine Brežice na področju zdravstvenega in socialnega varstva v letu 2022. Prejemnike prosim, da se na odru zadržijo za skupinsko fotografijo. K sebi vabim Društvo Sožitje Brežice. Klub zdravljenih alkoholikov Brežice.
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije podružnica Posavje. Društvo za fibromialgijo. Društvo diabetikov Posavje Brežice. Ozara Slovenija. Varstvo delovni center Krško Leskovec. Zavod EMA. Koronarni klub Brežice. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto. Zveza prijateljev mladine Krško. Kulturno podobo občine je v letu 2021 po podatkih iz poročil o redni dejavnosti društev izvajalo 27 kulturnih društev s 57 sekcijami s 1519 dejavnimi člani. Kot odličnega partnerja občine Brežice na področju kulture naj na tem mestu izpostavimo območno izpostavo javnega sklada za kulturne dejavnosti Brežice. In katera partnerstva skozi pogodbe o sofinanciranju pa občina Brežice sklepa na področju kulture v letošnjem letu, no oder vabim skrbnico dveh razpisov za področje kulture, Vesno Kržan, da predstavi osnovne podatke. Pozdravljeni ponovno. Tako. Osnova razpisov z področja kulture je letni program občine Brežice za področje kulture za leto 2022, ki opredeljuje vsebine, upravičene stroške in seveda tudi deleže financiranja. Na področju kulture imamo 3 razpise, ljubiteljsko kulturo, druge programe na področju kulture in pa kulturne spomenike lokalnega pomena.
Najprej se bomo posvetili ljubiteljski kulturi, katerega namen je sofinanciranje programov rednih dejavnosti društev. Kot vidite, je stalnica že nekako 28-27 društev se nekako skozi leta pojavljate, kaj nekje od 57 do 60 sekcij, letos jih je 60, tako da nekateri ste nove sekcije uvedli, tako da čestitke. Kar se tiče sredstev, nekaj več kot pretekla leta, namreč preteklo leto je bilo 69 000 evrov razpisanih na tem razpisu, letos smo jih dali pa na malo višjo vrednost, ker se nam je zdelo, da vas je korona nekako kulturno področje najbolj prizadela, zato smo želeli malo več spodbude dati za letošnje leto. Tako, vedno je skoraj praksa, mislim, da se še ni zgodilo, da bi kakšnega izvajalca na tem razpisu zavrnili. Mogoče kakšna sekcija ni dosegala točk, ampak načeloma pa društva ste več ali manj vsa tista, ki prejemate sredstva. Tako da bi kar prešla na to, ker vas je kar nekaj danes tukaj, da prevzamete svoje pogodbe. Tako, ponovno prosim župana, da se nam pridruži na odru in podeli pogodbe letošnjim prejemnikom sredstev občine Brežice na področju kulture v letu 2022 in prejemnike prosim, da se na odru zadržijo za skupinsko fotografijo. Vse vabim, društvo 1824. Mešani pevski zbor Viva Brežice. Kulturno-umetniško društvo Mokriške vrane. Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Artiče. Kulturno društvo Moški pevski zbor Bizeljsko. Društvo likovnikov Brežice. Društvo za oživitev mesta Brežice. Društvo Mravljice. Kulturno društvo Kapele. Društvo Preteršnikova domačija Pišece. Zveza kulturnih društev Brežice. Društvo Fotoklub Brežice. Društvo zbirateljev Verigar Brežice. Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova. Kulturno društvo Globoko. Kulturno-umetniško društvo Slavček Velika Dolina. Plesno društvo Imani. Kulturno društvo Gasilski pihalni orkester Loče.
Društvo 1824. Je fotograf, tako da samo še trenutek. Tako, hvala. Pa bomo nadaljevali kar z razpisom na področju kulture in sicer drugi programi kulture. Ta razpis je nekako namenjen vam, društvom na področju ljubiteljske kulture, ki imate še določene aktivnosti, zato da vam je seveda pač delovanje malo lažje. Zato namenjamo kar za 6 sklopov in sicer imamo sklop A1, inštrument orkestrskih sestavov, imamo sklop A2, kar je oprema. Seveda tukaj nekako opremo nakupujete na osnovi tega, kar je vaša dejavnost. Seveda potem imamo tudi nekaj stroškov vezanih na sklop B, to je za najemnino. Sklop C so uniforme. Moram priznati, da tale sklop je najbolj pogosto, oziroma je največ število prijav in temu primerno tudi vedno najnižji delež sofinanciranja, zato ker pač tisti fond, ki ga imamo, nekako razdelimo med največ izvajalcev. D je nekako založništvo, govorimo o pripravi in izdaji razne strokovne literature, zgoščenk in drugih pač projektov, ki jih imate z tega področja. In pa sklop E, kar so pa raziskovalna dela na področju kulture. Tu nekako govorimo res o nekih velikih zbirkah, študijah, monografijah in tako naprej. In tukaj je pač redko kdaj kdo prijavitelj, ampak letos ga imamo. Tako da bi kar povabila na oder, kot vidite, seveda sredstva 24.500 je nekako že stalnica nekaj let, tudi prijavitelji nekako varirate, vsako leto se mi zdi, da vas je mogoče več tistih, ki se opogumite in se prijavite na večino sklopov, tako da mogoče spodbuda tudi ostalim, ki se nekako trenutno prijavljate izključno na en sklop, da mogoče razmislite, če pašete še kam drugam. Tako da predlagam, da kar gremo in vas večino, ki ste malo prej bili na odru, ponovimo. Hvala. Tako da ponovno vabim župana občine Brežice, da se nam pridruži na odru. Kulturno društvo Mešani pevski zbor Viva Brežice. Društvo Mokriške vrane. Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Artiče. Društvo likovnikov Brežice. Kulturno društvo Kapele. Društvo Peteršnikova domačija Pišece. Društvo Fotoklub Brežice. Kulturno društvo Globoko. Kulturno-umetniško društvo Slavček Velika Dolina. Plesno društvo Imani.
Društvo GPO Loče. In pridemo še do zadnjega razpisa z področja kulture, govorimo o kulturni dediščini, spomenikih lokalnega pomena, to pomeni, da imajo kulturne dediščina, se pravi spomenik z EŠD-jem, evidenčno številko kulturne dediščine, da ima tudi status spomenika lokalnega pomena, kar pomeni, da smo ga občina z odlokom razglasili. Na tem seznamu se znajdejo tako kulturni spomeniki s sakralno vsebino, govorimo predvsem o cerkvah, in pa drugi kulturni spomeniki, ki imajo nekako izraženih širši javni interes. Seveda financiramo tako restauratorsko-konzervatorske posege, kot nujna vzdrževalna dela, zato da preprečimo razpadanje spomenika in pa seveda tudi tekoča vzdrževalna dela. Tukaj so najpogosteje prijavitelji župnije, ampak se pa na tem seznamu znajde tudi društvo, ki ste ga danes že srečali. Tako kot vidite, tudi nekaj več sredstev v letošnjem letu, tudi en razpis, ki ga je Patricija že omenila, se še obeta, tako da načeloma žal dve neodobreni vlogi, predvsem zato, ker pač niste izpolnjevali pogojev. Ti dve verjetno bosta potem prijaviteljici na tem drugem razpisu, ker so pač bile spomeniki izredno pač poškodovani v času potresa. Tako da vabim, bom kar Alja prevzela to vlogo, da povabim društvo Pleteršnikova domačija Pišece, ki je z nami danes tu, drugače pa so žal župnije pa danes odsotne. Tako da. Šport je področje, ki mu občanke in občani in zato tudi občina Brežice namenjamo posebno pozornost. Glede na kazalnike Nacionalnega inštituta za zdravje v določenih ciljnih skupinah očitno še vedno premalo. Zaradi izjemnih dosežkov, ki jih posamezni brežiški športniki dosegajo v različnih športnih panogah, tako na državnem kot tudi na mednarodnem in svetovnem nivoju, izjemnih danostih in vzpostavljeni športni infrastrukturi, pa tudi s ciljem popularizacije športa v čim širši javnosti, je občina za uspešno vlogo pridobila naziv Evropskega mesta športa 2022. S tem smo si zadali veličastnih ali pravličnih 7 ciljev za nadaljnjih 5 let. Delež športno aktivnih občanov bomo povečali za 10%. Zagotovili bomo optimalne pogoje za športno rekreativno udejstvovanje za vse generacije, zagotovili primerno športno infrastrukturo na podeželju, povezali zdravstvene in športne organizacije v obliki vadbe na recept, razširili dostopnost športne infrastrukture s poudarkom na dostopnosti za gibalno ovirane osebe in uvedli dodatne ure športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah občine. Zavedamo se, da lahko zastavljeno dosežemo le z odličnim sodelovanjem z vami. Zato smo tudi v letošnjem letu znotraj razpisa potrdili predlagane programe. K mikrofonu vabim sodelavca z področja športa na občini in sicer Damjana Žerjava. Pozdravljeni vsi prisotni tudi v mojem imenu. Kot sta povedala že župan in direktorica, so se sredstva za programe športa v letu 2022 povečala.
V veliki meri je povečanje razpisanih sredstev povezano z najemom športnih objektov. V zadnjem času namreč beležimo znatno povišanje cen energentov ter ostalih stvari, ki vplivajo na ceno najema objektov. V minulem času smo na občini strani prejemnikov sredstev dobivali razne pobude, da se povišajo sredstva za strokovni kader z obrazložitvijo, da naj bi glede na delo, ki ga strokovni delavci upravijo v športnih organizacijah, le to bilo sofinancirano premalo. Tako so se v letu 2022 povišala sredstva za vsebine za 20.000 evrov, od katerih je bilo na predlog strokovne komisije pretežni del namenjeno za pokrivanje strokovnega kadra. Na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v letu 2022 je bilo razpisanih skupno nekaj več kot 590.000 evrov, od katerih je dobrih 350.000 namenjenih za najem športnih objektov v upravljanju Zavoda za šport Brežice. Preostalih 240.000 evrov pa je namenjenih za vsebine. Na letošnji javni razpis se je prijavilo skupno 49 prijaviteljev, 29 vlog je bilo popolnih, 18 nepopolnih, 2 vlogi pa sta bili oddani nepravilno in sta se zavrnili s sklepom. 46 prijaviteljev je dobilo odobreno sofinanciranje, 1 vloga pa zaradi neizpolnjevanja meril in kriterijev ni bila odobrena. Kot je bilo že rečeno, je občina Brežice letos pridobila naziv Evropsko mesto športa 2022, kar je uspelo kot prvi v Sloveniji med občinami za manj kot 25.000 prebivalcev. Za pridobitev naziva je potrebno izpolnjevati številne pogoje, ki se navezujejo na izvajanje športnih programov. Kakovostno in raznoliko športno infrastrukturo v veliki meri zagotavlja občina Brežice, za kvalitetno in široko dostopno izvajanje športnih programov pa poskrbite izvajalci športnih programov s strokovno izobraženimi športnim kadrom ter odličnimi rezultati. Občina je ob tem vse športne objekte opremljena z zastavami, ki obeležujejo pridobitev omenjenega naziva. V naslednjih dneh pa bo zaživela tudi spletna stran, na kateri bodo napovedani vsi športni dogodki v naši občini, objavljeni pa bodo tudi prispevki v športnih društvih in o prireditvah. Ob tej priložnosti bi rad pozval vse prejemnike sredstev iz razpisa za področje športa, da pri objavah o dogodkih na socialnih omrežjah uporabijo ključnike, ki promovirajo pridobljeni naziv Evropsko mesto športa. Prav tako vas pozivamo, da nam posredujete vse informacije o športnih dogodkih, ki jih pripravljate, da jih bomo lahko objavili na spletni strani. Za namen promocije športnih društev na spletni strani in socialnih kanalih občine pa vas bo kontaktirala naša sodelavka, ki bo opravila krajši intervju, preko katerega bomo omogočili pogled v športno društvo še iz drugega zornega kota. Zdaj vas prosim župana, da se nam ponovno pridruži na odru in podeli pogodbe letošnjim prejemnikov sredstev občine Brežice na področju športa. Teniški klub Brežice. Seveda pa prejemnike zopet prosim, da počakajo na odru za skupinsko fotografijo. Športno društvo Krka Krška vas. Kegljaški klub Brežice. Thai boxing klub Brežice. Športno društvo Salta. Športno-rekreativno društvo Ti in jaz. Športno društvo Bizeljsko. Golf klub Grad Mokrice. Klub borilnih veščin Fight Club Šoni. Strelsko društvo Rudar Globoko.
društvo Prestanica. Varstveno-delovni center Krško Leskovec. Društvo borilnih veščin Katana. Mi smo malo drugačni, imamo pa v okvir. Sam glava, bo tako nisem služil. Zdaj ponovno vladno ni več, tako da bo tako mogli. No, tako potem prosimo glave, skozi. In v skupino prvih razpisov pridružili tudi področje turizma. Letošnje leto predstavlja tudi leto, ko bomo ocenili izvajanje zastavljene strategije na področju turizma. Na tega je v preteklih dobrih 2 letih seveda, tako kot marsikje drugje, pomembno vplivala epidemija. Kljub temu je s hitrim in pravilnim pristopom vlade kot tudi občine področje bilo aktivno. Tako lahko izpostavimo podatek, da je bilo v občini Brežice v letu 2020 izkoriščenih 147 725 turističnih bonov in da smo se umestili na 5. mesto po turističnih nočitvah. V letošnjem letu si prizadevamo s podaljšanjem znaka Green Slovenija in s projekti, kot sta tudi zadnji investiciji v kolesarski povezavi Brežice-Dobova in Krška vas-Čatež, vse skozi slediti razvoju zelene destinacije. Pomembno vlogo so in bodo vse skozi imela tudi turistična društva, zato vabim k sebi strokovnega sodelavca oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, ki pokriva tudi področje turizma, Romana Matjašiča, da predstavi rezultate razpisa za turistična društva. Pozdrav še z moje strani. Pravi, da turizem so ljudje. Glede koliko žensk tukaj noter v tej dvorani, pa lahko rečemo, da smo danes to kar super ljudje. Tako kot je turistična društva, vsake so se prijavile svoje vloge popolne, brez dopolnitve, kar pomeni, da že neko tečen postopek in poznajo, kako zadeve urediti in se prijaviti in potem tudi samo izvedbo. Kljub epidemiji so društva v preteklem letu solidno realizirali svoje programe, kljub temu, da so bila na tem področju zelo hendikepirana, ker niso mogli določenih prireditev izvajati. Poleg teh sredstev 25 000 evrov, ki jih imamo namenjene za delovanje društva in zvez, bo v letošnjem letu še konec maja še en razpis za inovativne turistične produkte v višini 20 000 evrov oziroma 10 000 evrov več kot lani. Potem imamo še tudi en razpis za vinogradniška društva, za sofinanciranje promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice in pa seveda imamo še za ena društva in sicer lovce, tudi nismo pozabili, imamo za sofinanciranje lovskih objektov. Društva so se pokazala tudi v teh časih, kot je bila epidemija, da so zmožne kljub temu zadeve speljati tako kot treba in upamo, da bo letos, ko bo upamo, da epidemija konec, lahko realizirala vse tiste zadane programe in pa seveda z temi svojimi idejami, ki so lahko v teh 2 letih razvili preko razpisa, ki sem ga omenil, za sofinanciranje inovativnih turističnih produktov, uveljavljajo neke nove zadeve, ki bodo popestrile turistično ponudbo v občini Brežice. Zdaj pa prosim, da se potrebite. Tako, ponovno prosim župana, da se nam pridruži na odru in podeli pogodbe letošnjim prejemnikom sredstev občine Brežice na področju turističnih društev. Turistično društvo Sromlje. Turistično društvo Pišece.
Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem. Turistično društvo Kapele. Turistično društvo Dobova. Občinska turistična zveza Brežice. Turistično društvo Dobova. Turistično društvo Zakot. Turistično društvo Velike Malence. In turistično društvo Podgorjanci. Še skupinska fotografija. Župana prosim, da kar ostane pri meni, še zadnja manjša skupina prejemnikov pogodb je na vrsti. Poleg razpisanih sredstev pa je skladno z odlokom o proračunu občine Brežice za leto 2022 in letnimi programi za posamezno področje občina Brežice za prepoznane izvajalce posameznih nalog v javnem interesu pripravila neposredne pogodbe. Na področju kulture sta to Zavod Ars Ramovš za izvedbo festivala stare glasbe Sevik Brežice in Javni sklad Republike Slovenije območna izpostava Brežice za redno delovanje, organizacijo prireditev, izobraževanj za področje ljubiteljske kulture in izvedbo gledališkega abonmaja. Danes pa je z nami na področju zdravstvenega in socialnega varstva predsednik Zveze prijateljev mladine Krško, gospod Vinko Hostar, ki občino Brežice sklepa pogodbo za letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok. Je že in je pogodbo že prejel. No.
današnjem dogodku slišali Ano Binter, Marušo Kodrič in Živo Zakšek. So učenke 9. razreda osnovne šole Artiče, ki svoje pevske sposobnosti v šoli izpolnjujejo pod vodstvom učiteljice Ele Vrstovšek-Tanjšek. Prosim, da se mi, oziroma so se mi že pridružile na odru, da se jim lahko še enkrat zahvalimo s priložnostnimi darili in aplavzom. Tako, prosimo še tudi mentorico, da se nam pridruži na odru. Hvala še enkrat. Tudi vi, naši dragi gostje današnjega večera, dovolite, da se na koncu zahvalimo vsem, ki ste si danes vzeli čas in se nam pridružili na predstavitvi in svečani vročitvi pogodb. Še enkrat se v imenu občine Brežice zahvaljujemo vsem članom strokovnih svetov za pripravo, obravnavo in potrditev letnih programov po področjih in članom razpisnih komisij, ki ste opravili nehvaležno delo pregleda vseh prispelih programov in izbora.